Ljubljanski grad je kot roža, ki poljubljajo pomlad. Mostovi se baha, zvon cerkvini jo pozdravlja, dober dan Ljubljanica. Zgriča tam nad mestno hišo, daljo zre Ljubljanski grad. Mestu hvalnico prepeva, veš Ljubljana, imam te rad. Mnoga preživel stoletja je do dan današnjih dni. Iz lepoto danes vabil, topel svoj objem ljudi. Ni ga lepšega na svetu, kot je naš Ljubljanski grad. Je kot roža, ki poljubljajo pomlad. Na svetu, kot je naš Ljubljanski grad, je kot roža, ki poljubljajo pomlad. Dobro jutro in lepo zdrav, spoštovane gledalke, dragi gledalci. Ja, takole pa smo stopili v mesec junij, danes je torej 1. junij in naj povem, da takole še dober mesec, ne? Imamo našo oddajo, še dober mesec, se bomo družili, potem pa rokavčke, šlavke na roke in gremo seveda čofotat, kamorkoli že, no nekateri seveda na morje, ostali boste plazili v planine,
ali pa si privoščili kakšne druge počitnice, ne vem, v oddaljenih krajih seveda, za ljubitelje tistih, ki imate radi torej eksotične kraje, ne, zdaj hitro rezervirati, last minute ponudbe, tako da boste dobili dobre cene. Sicer pa naj povem, da danes boste v dobri in prav posebni in veseli družbi. Vse do konca meseca junija se nam predstavljajo Straničani. Zopet vas bomo povabili torej na Stranice, kaj vse se dogaja torej pri njih. Včeraj je bil en tak prav prijeten dan. Združili smo prijetno s koristnim, kajti društvo Sonček, torej za cerebralno paralizo, je včeraj na Stranicah pripravilo en čudovit dogodek. Kaj vse se je dogajalo, torej v nadaljevanju, kajti z nami je danes tudi gospod Martin Lažeta in tudi gospod Franci Šet, ki bosta vas zopet povabila na Stranice, da si pridete jih ogledati, da pogledate ta čudovit kraj, da pogledate to okolico, si ogledate muzej. No, danes pa sta fanta pripeljala seboj kar en kup harmonikarjev, ki nam bodo tukaj zaigrali, jo zagodili kot tisti pravi, vaški godec. No, naj pa povem, da je invazija na organke, torej koš za biološke odpadke, bila res prava in odlična, zato se je Plastika Skaza odločila, da bo tudi v tem mesecu, v mesecu juniju, podelila torej vsako nedeljo še enega, torej po enega koša, oziroma po en koš organko, zato z nami tudi danes koš organko, takole se bomo namestili tukaj zraven in vas kar na začetku povabili v družbo torej organka. In sicer zastavili bomo nagradno vprašanje, vse ta do 12. ure, ki že dobro veste, je potrebno seveda odgovoriti na nagradno vprašanje in eden izmed teh koškov danes bo romal k vam domov. No, naj povem, da kaj naj rečem, hvala vsem tistim, ki ste v prejšnjem tednu torej naročili in si priskrbeli svojega organka. Z njim ste zelo zadovoljni, uporabnikov je že preko 30.000 in kaj naj rečem, kar nekaj takih pozitivnih in lepih besed vam danes zapisanih iz spletnih strani, torej kako komentirate, kako uporabljate organka, to seveda v nadaljevanju. Zdaj pa vam zastavljam nagradno vprašanje, ki se glasi, ali je slogan organka ločuje naravo pravi ali ne. Če mislite, da je, potem boste seveda odgovorili na vprašanje da in odšli v škatlico torej A. Če pa ne, pa gremo torej v škatlico B. Torej, kako se imenuje slogan oziroma ali je slogan organka ločujem, naravo varujem, pravi ali ne. 090 93 61 22 pa je naša telefonska številka, na katero nas torej lahko hitro pokličete, zapišemo si samo ime, telefonska številka, odkot nas kličete in ob koncu dajem bo eden izmed teh treh torej košov odšel oziroma romal torej k vam domov. No, koš organkov vsestranski z različnimi torej poslikavami, različne barve, različni pokrovi, funkcionalnost organka pa je vselej in vedno torej ista. Dobimo iz njega torej fermentacijsko tekočino, dobimo torej osnovo za prvorazredni kompostnik in pa torej tekočinico, ki je odlična za razmaščevanje odtokov. Nekoga že imamo na telefonski zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Martin. Odgovor je. Povejte, kdo je z nami? Janja. Janja, odkot? Iz Celja, odgovor je A. Slogan je pravi. Ločujem, naravo varujem. Torej Janja in Celje, še telefonska številka Janja. 03 5 482 418. Ok, 582 418. Tako, smo Janja zapisali. Hvala lepa za vaš klic. Hvala, nasvidenje. Srečno nasvidenje. Tudi danes imam tajnico, Martin že pridno vihti tamle kurico in zapisuje odgovore. Torej, če je ta slogan pravi, bomo zvedeli seveda ob koncu oddaje. Jaz pa mislim, da ni pretežek, le vam je potrebno zavedeti torej telefonsko številko 090 93 61 22 in ena tale varianta, tale barvna kombinacija, torej črno-oranžna ali pa viola, siva ali pa bela zelena, bo torej romala k vam domov. No, notri je vsekakor priložen kilogram biogena, to so torej živi mikroorganizmi, ki pospešujejo torej proces fermentacije, da v košku ne gnije in da iz njega dobimo tisto, seveda, kar smo povedali že na začetku. Dober dan, kdo je z nami? Lep pozdrav, Marta tukaj. Marta, odkot?
Iz Celja. Marta Celje, Marta, kam greva? V A ali Ja, v B? v A, Greva v A, še absolutno. telefonska številka. 059 Ja, 022 ja, 011. 011, same nule, ne? Ja. 000, ampak jaz držim pesti, da danes ne bo nič in da bo zadetek v polno, ne? Ja, hvala. Srečno nasvidenje. Gremo naprej. Imamo koga še na telefonski zvezi? Ne. Pridno zavrtite torej telefonsko številko 090 93 61 22. Martin, jaz predlagam, da kulico oziroma kuli prepustiš gospodu Franciju, vzameš mikrofonček in prideš v mojo veselo nasmejano družbo. Poglej, tukaj zraven te dam. Martin, lep pozdrav. Živijo? Kakšne očke imaš, moramo pogledati? Rdeče, zelene, Utrujene. Utrujene. Martin, včeraj je bil en tak velik dogodek pri vas na stranicah. Ja, res. Včeraj je bil dogodek, obeležje 30 let društva Sonček Celje in vse slovensko srečanje cerebralne paralize Slovenije. Naj povem, iz prve roke priprava je bila kar huda, ampak s pomočjo krajanov in društev, ki so na stranicah, smo uspeli to prireditev zelo dobro speljati. Naj povem, da jih je bilo udeležencev 720. Bravo, le aplavz z moje strani, pa tudi vsi bomo zaploskali. To ni kar tako, ne? Seveda, to ni kar tako, moram povedati, če ne bi bila vzadi žena, pa odbor društveni in vse, kar je treba pri tem pripravljati, bi rekel, da ne bi uspeli z takšno prireditvijo, ki je bila. Saj tu je vse treba vedeti, da od parkirišča, od reševalcev, od požarne varnosti, vse mora biti na mestu. Na mestu, ne? In tvoja žena je tista taka požrtvovalna mravljica, ki ti stoji ob strani? Ja, seveda. In se lahko zdaj z velikim veseljem zahvališ, poglej. Ja, draga žena Slavica, najlepša hvala za tvojo pomoč, kajti vema, da smo včasih tudi imela kakšen prepir. Ja, tudi to pride, ne? Ja, iskreno povedati. Pa to zdaj v kratkem? Ja, seveda, en je hotel imeti tako, ona tako in en je mogel popustiti. Ja, kdo pa ponavadi pri vas hitreje popusti? Ja, jaz moram. Ne, se ženska vedno pol obvelja tako, ampak ni pa vedno prav, ne? Seveda ne, včasih jaz kar sam popravim po svojem. Na pol poti. Poglej, Martin, tvoja žena si tudi zelo želi našega organka, ne? Seveda, res si ga želi in jaz sem že... Pa ni bilo časa zdaj na vmes, kaj bi bilo... Skozi je bilo nekaj vmes, tako da res nismo uspeli priti do organka. Ampak, poglej, Martin, zelo se bova ostala in ti dam seveda na razpolago, da si izbereš danes enega in enega odpelješ seveda z velikim veseljem domov. Kateri bo tisti? Bom vzel tega z rožicami. To bo danes za žena? Tako. Tako, se mi je kar zdelo, da bo tale za rožicami, torej za tebe, z velikim veseljem ti ga podarjamo, tvoji ženi in ga seveda uporabljaj, tako kot je potrebno, priloženo v navodilih in da prideš z seveda pozitivnimi ali oziroma kakršnimi kolimi mislimi nazaj v studio o prihodnje seveda in da poveš mnenje. Absolutno, toliko sem se že naučil, tako da vem, da organko deluje odlično. No, takole, evo, zdaj organko torej tvoj, oziroma za tvojo ženo Slavico. Zdaj si bova privoščila malce glasbe, vi pa še naprej 090 93 61 22, torej telefonska številka. Če mislite, da je slogan našega organka, torej ločujem naravo, varujem pravilen ali ne, če je pravilen, boste odgovorili torej na odgovor A, če pa nepravilen, pa na odgovor B in domov odnesli, no zdaj pa seveda izbor malo manjši, oziroma tudi enega še imam s sabo takega viola, tako da bomo videli, katerega bomo dali, ampak paleta seveda organkov je pa lepa, ampak funkcionalnost Martine pa se veš ista, ne? Odlična, bom rekel, sam to bi še rekel, hvala podjetju Skaza in tebi za to darilo. No, lepo sem vesela. Nekoga pa imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Pavla iz Velenja. Pavla Velenje, lepo zdrav Pavla. Povejte, kam greva, v A ali v B? V A. Dobro, še telefonska številka. 031. Ja. 490. Ja. 892. 892, ne? Ok, Pavla smo zapisali, pa vas damo v škatlico A, prav?
Srečno in hvala. lep dan se imejte, torej nasvidenje. Zdaj pa se bomo torej privoščili malce glasbe, vi pa 090 93 61 22, nagrada igra torej za organka. Zdaj pa malce glasbe. Povej, dekle, zakaj te ni, zakaj mi puščaš drobne laži. Vem, dekle, da to je slovo, da nič več nazaj te ne bo. Povej, dekle, si srečna zdaj, si pri njem našla svoj raj. Tudi če prazen bo dom, jaz vedno ljubil te bom. In vem, da si šla kot ptica na jug, a meni ostal je zadnji poljub. Izginile so mi sanja se, ker drugi zdaj greje tvoje srce. Povej, dekle, si srečna zdaj, si pri njem našla svoj raj. Tudi če prazen bo dom, jaz vedno ljubil te bom. In vem, da si šla kot ptica na jug, a meni ostal je zadnji poljub. Izginile so mi sanja se, ker drugi zdaj greje tvoje srce. Zdaj greje tvoje srce. Takole pa smo zopet skupaj, 090 93 61 22, torej številka za našega organka in slogan ali je pravi, ločujem, naravo varujem. Izjemna torej priložnost, da danes in potem še 3 nedelje torej dobite organka, kajti vse do konca meseca junija ga bomo torej podeljevali. Tako se podjetje Plastika Skaza odločila, sicer pa lahko vse dodatne informacije izveste na spletni strani info@organko.si oziroma www.organko.si, kjer zveste torej vse informacije, kako deluje organko, mnenja takšna in drugačna. No, jaz bom tukaj le prebrala torej mnenja kupcev enega najprej in piše takole: jaz ga imam in sem zadovoljna, sicer imam vrt in sem razne olutke že sicer kompostirala tam, a ostanke kosil nisem upala. Si prav nič ne želim privabljati kakšnih podgan. Zdaj imam organko v kuhinji, ostanke vržem tja in na vrt bom nesla za podgane neuporabno zadevo, ki bo povrh vsega popestrila kompost. Potem imamo še tukaj organko ni kompostnik, praktičen je predvsem zato, ker ga prazniš redko. Marsikje po mestih je tako, da opraviš kar pošten sprehod, če se hočeš po pravilih znebiti vseh vrst odpadkov v eni rundi. Tako je nekdo napisal, piše pa naprej, kako je s čiščenjem
otokov sicer ne vem, zanesljivo pa je fermentacijska tekočina zelo dobro gnojilo, ampak upoštevaj navodila za rečenje. Takole, 090 93 61 22 in seveda, torej, ali je, pravilno odgovorite na vprašanje, ali slogan drži, ločujem naravo, varujem, samo številka, ime in seveda kam gremo, v katero škatlico. Franci, lepo zdrav pa seveda zopet tudi vam. Niste bili premaši danes? To moram vprašati. Ni treba spraševati. Ni treba? Ne. Kaj, ker vi ste tako danes, pa zjutraj, pa zvečer vi redno zahajate v cerkev, ne? Ne, danes je bila nočna služba, tako da... Nočna služba, sicer pa včeraj ste Franci bili na tej prireditvi. Z prve roke povejte, sončki so se organizirali, otroci, ki potrebujejo seveda posebno nego, so bili nasmejani, polni veselja, res nasmejanih ust. Franci, samo telefonski klic spremeva, potem pa pokomentirava. Dober dan, kdo je z nami? Marija iz Avsa. Marija Žalec. Marija, kar telefonska številka, dober dan. V A bi šla. Pa greva v A. In telefonska številka je? 5718 Ja. 915. Ja, 5718 915. Tako, smo zapisali. Hvala lepa za vaš klic. Hvala lepa, Polonca, adijo. Čau, srečno in nasvidenje. Takole ženske so se danes opogumile, kar naprej kličite, a ne? In fantje mi bodo takole dali znak za klic, vas bomo sprejeli in vas seveda z velikim veseljem vprašali, v katero torej škatlico gremo za organka. Franci, včeraj je bil lep dogodek, ne? Včerajšnja prireditev, res sem bil gor, bila je dobro organizirana, bila je pod šotorom, tako da tudi vreme nam je dobro služilo. Razen popoldan se enkrat malo dež ulil, ampak to nas ni motilo. Bilo je zelo veliko ansamblov, tudi drugi pevci so bili, od Vilija Resnika do Mance Špik, Dejan Vunjak. Dejan Vunjak, ja. Potem ansambli, no, eni so obljubili, slučajno ni bilo. Slučajno? Mogoče slučajno, tako bomo rekli, ker ne vemo, zakaj se gre. Mogoče bo Martin vedel. Tako, ok. Ja, ampak ti otroci pa ti so pa čakali. Smo pa čakali, so jih pa čakali, ja. Ja, to se ne sme zgoditi in takšna zadeva ni pravilna. Sam, ko gledaš te otroke, pa te na vozičkih, tam spredi je bilo menda 25 vozičkov, ko to gledaš, kako so uživali v tej muziki, ne? Ja. Pa recimo eden, ko je šel sam sebi voščiti rojstni dan. A res? Ja, včeraj imel rojstni dan. Pa se mi zdi, da ker tudi mi smo bili tam, tudi jaz sem bila tam, drage gledalke in gledalci, in se mi je zdelo, ampak nisem ga toliko razumela, ker je bilo tako bučno, pa veliko ljudi, a sam sebi si čestita, kako lepo. Ja, in takrat je tudi ansambl Glas je takrat igral, ne. A ni lepo, da tudi sam sebi čestitajo za rojstni dan? Mislim, to se mi zdi pa res super. Mislim, bilo je zelo interesantno. Tako, nekoga pa imamo na zvezi, dober dan, kdo je z nami? Dober dan, vaše ime? Dragica iz Polzele. Dragica Polzele, Dragica, kam greva? V A. V A. Ja. V A. Tako, in še telefonska številka, Dragica. 031 Ja, 561 561 701. 701. Dragica, že imate organka? Ne, še. Ne. Pa veste, zakaj gre, a ne? Ja, Zdaj smo gledam vašo oddajo, ki mi je zelo lepa. Super. Lep dan vam želim. Povejte mi, Dragica, samo še nekaj. Ste dobrodelni, radi pomagate ljudem, še posebej otrokom? Ja, to pa. Poznate društvo Sonček? Ja, poznam, pa gledam vas tale tudi. Tako lepo, Ja. tako lepo. In če vas bo kdaj pot zanesle v Celje ali pa v te enote, poglejte, Sončki z velikim veseljem torej izdelujejo vse te izdelke in za eno malo malenkost bom vesela, če boste kdaj tudi kakšno zadevico kupili. Ja, bom. Ja, Srečna, bom. nasvidenje. Hvala. Nasvidenje. Takole lepo, a ne? Sončki se trudijo za to, da izdelke dobijo in se trudijo za to, da tudi kaj prodajo, a ne, Martin? Res je, saj je to pač tisto njihov trud poplačan, če se proda tako. Če se tudi proda, ne? Tako in bom rekel, da saj tu je veliko vloženega truda njihovega notar in
in z veseljem pol vidijo, če grejo izdelki v prodajo, je to njihov trud poplačan. Tako, ne. Zdaj si povedal, Martin, da ogromno ljudi je prineslo igrače, izdelke, takšne in drugačne. Kaj pa s prodajo? Prodati je tudi treba, ne? Seveda, prodati je treba, čeprav vemo, da danes je res že kar kriza, ampak dobro, bom rekel, prodamo, vse proda in moramo jim zagotoviti s takole reklamo, ko je danes tu, pa skozi te že zdaj drugi mesec, da smo lahko kar veseli, da nas imamo. Tako, lepo. Zdaj pa je čas za glasbo. Martin, pripeljali ste danes same harmonikarje. Tako, danes so spet sami domači, mladi, res čudoviti, nadarjeni, bom rekel, prav vesel sem, da imamo na Stanicah toliko mladih muzikantov. Doma hčerko, ki že ima vnukinjo, oziroma imaš vnukinjo, ne? Tako. Je hčin tudi tako glasbeno nadarjena, igra kaj doma, ste vi glasbena družina, o tem se pa še nisva pogovarjala. Bom rekel tako, pel sem pri Ljudskih gostcih, ampak čas ni dopuščal naprej to nadaljevati, ampak srečo imam, hčerka ima muzikanta, harmonikaša, bil je že tu, tako da to imamo tudi rešeno. Bo šlo naprej, Francija bomo kasneje vprašali glasbeno, zdaj bo pa nam zaigrala prvo pesem Ne poznaš me, Patricija. Patricija Doler je danes z nami, ki se je že pripravila, da vam zaigra torej prvo pesem. Patricija, izvoli. Patricija. Martina, mi lahko daš tamle malce mikrofonček, takole, hvala lepa. Patricija, ena taka res zabavna, poskočna pesem. Lepo zdrav seveda tebi najprej. Patricija, ne vem, tam gor imaš starše na naši tribuni?
Ja, tako? pa botrca. Pa botrco te večkrat takole spremljajo, gledajo? Ja, vedno. Pridejo zraven, so nestrpni, napeti, ne? Ja, tako. To je danes, vsi so tvoji gor. Da. Da, si torej tvoja publika. Jaz jih bom seveda povabila v našo družbo. Tamle imamo prostor prazen, imamo tudi našo mizico. Dragi starši, dajte pridite, dajmo aplavz staršem. Pa se nam prosim pridružite, kar pridete, če ne, jaz pridem po vas. Dragi starši, kar pridite, botrca in botrček, prosim, ne, danes bomo vsi skupaj tukaj straničani, povabili straničane in seveda vse ostale, da pridete torej, ja, da pridete na stranice. Ja, dragi starši, ne, tvoja mamica tamle, tule mamica, kako ste gledali zdaj nastop? Vedno tako nestrpno? Malo nestrpno, no. Ja, kaj zdaj to, da bi se bo zmotila, da bo kaj, Ne, to zdaj ne, ker ona že dolgo igra, pa ima kar, nima treme, pa mislim, da je kar super. Ja, kdo pa jo je navdušil, no to, če te smo vprašali? Glavnem sama. Sama bila tista? Bila je na eni prireditvi, tudi nekaj podobnega, kot je tole Sonček v Konicah, takrat je videla Banošeke in takrat se je tudi odločila, da je začela igrati. Ja, super, povejte, vi tudi doma kaj igrate, ne vem? Ne, mi pa nismo drugače. Pojete kaj? Pojemo pa, ja. Kaj pojete, kdo poje? Narodno, vsi pomagamo. Vsi pojete narodne pesmi. Torej, oči, ne? Mamica, tukaj je pa botrca, ne? Botrca, prav lepo pozdrav, damo botrci, tudi mikrofonček, sej pa ni. Aj trema? Ni, nobene treme, naj ne bo, ne? Povejte, radi prepevate, tudi vi botrca? Zelo. Kaj so to bolj take ljudske, domače pesmi, ali tudi v kakšnem ansamblu? Ne. Imamo Patricijo za to. Patricija, povejte, poznamo kakšno prav tako ljudsko pesem iz stranic, da opisuje stranice, poznamo kako? Kakšna je pa tista, ki jo tako radi zapojete skupaj? Je kakšna taka? Katero bomo skupaj zdaj zapeli? Zdaj pa bomo eno zazingali, ne? Ja, jaz vam moram dati kontra, ne? Zdaj pa takle, ne? Ker prej v zakolisijo, ne, ko so prišli, so mi rekli, nekaj ste me hecali že na začetku, ne? Sem rekla, paste se, ker vam bom danes dala kontra. Evo, ampak treme, mi bomo zdaj zapeli. Katero bomo zapeli? Vsi skupaj bomo zapeli. Cela naša družba, tukaj vam bomo vsi pomagali. Katera bo? Patricija, katero? Katero znajo vaši zapeti, oziroma tvoji starši? Ja, moji znajo vse. No pa dajmo hitro eno stresimo iz rokava, katera bo? Mislim, imamo radi? Ok, to pa še znamo, dajmo eno drugo, katero? Pa dajmo v dolini tihi. Dajmo v dolini tihi, ok. Zaploskati. Wow, odlično, evo, roka takole oči, roka tako, botrca je šlo?
Botrček tudi. Smo preživeli, a ne? Takole, 090 93 61 22, pa telefonska številka torej za našega organka. In sicer slogan, ali je pravilen, ni pravilen, ločujem, naravo varujem in eden od organkov torej danes z posipom, torej biogenom, ki je pač takšen, da seveda v košku ne gnije, da v košu lahko imate seveda biološke odpadke tudi do mesec dni, da dobite torej fermentacijsko tekočino. Biogen lahko uporabljate tudi doma na kompostniku in bo seveda proces fermentacije hitreje deloval. Samo posujete ga, no v košu pa seveda nepogrešljiv in zaradi tega košek deluje tako, kot mora. 090 93 61 22 pokličete in enega od teh koškov torej bomo danes vam podarili. Šel bo torej prav gotovo v prave roke, le pravilno je potrebno odgovoriti, ali je slogan organka ločujem, naravo varujem pravilen ali ne. No, preden pa boste vi vrteli seveda telefonsko številko, pa bomo seveda prisluhnili naslednjemu. Kdo bo naslednji? Žan? Miha, Rok, Lojzi si. Jaz pa vem, da si ti Lojzi, sej ne hecam se. Miha, ti prihajaš tudi iz Stranic? Kateri razred? 4. A boš zdaj kaj pozdravil? Zdravo. Koga boš pozdravil? Mamico in Natja in sestrico. In vse ostale, in sošolce in sošolke, ne? Poglej, zdaj bova nekoga sprejela na telefonski zvezi. Kako se boš oglasil? Dober dan. Kdo je z nami? Dober dan. Dober dan, kdo je z nami? Pa me pozorno poslušal, a ne? Nežika iz Celja. Nežika iz Celja, Nežika, lepo zdrav. Poglejte, danes imamo ene take mlade fante in eno deklino. Vidim, da imate flane. Iz katerih še nekaj bo. A ne? Enko, telefon. Halo? Halo? Ja, se slišiva, ne? Številka je, telefonska je 5 415 Ja. 630. 630, ok. OA. In greva v A, odlično, tako. Evo, Lepo zdrav vsem. tudi vam. A Miha, bomo malo pomahala, gospe, potem, a ne? Ja. Tako, srečno in seveda nasvidenje in hvala lepa za vaš Videnje. klic. Imamo še koga na telefonski zvezi? Ne, hitro telefončke v roke, hitro, 090 93 61 22, z malo sreče, ne? Pa za zelo malo truda lahko danes dobite torej organka in vse tja do konca meseca junija. Miha, kje je tvoja harmonika? Katera bo? Zelena, rumena, plava? Rdeča, Miha bo nam zdaj zaigral tudi v živo, ne, drage gledalke in gledalci, vsi danes tukaj igrajo v živo. Miha, katera bo prva pesem, ki jo boš zaigral? Čebelar, čebelica, to pa mi vsi dobro poznamo in zdaj le seveda na vas, da zapojemo seveda vsi skupaj, ne, torej čebelarja, ti pa boš, Miha, sem zaigral, ne? Ja. Tako, evo, lahko greš tukaj malce bolj naprej, poglej, kamere so tvoje, imaš kaj treme? Ne. Malo? Pa to pa zelo pogumen fantek. Miha, evo, izvoli, čebelar.
eno pesem od Celja do Žalca, če se ne motim. Zdaj, ko imaš ugrete prste, ne, ko ti zdaj tako fajn gre, ne, jaz predlagam, da zaigraš kar naslednjo. Si pripravljen? Ja, zagotovo. Franci, to je pa vaš vnuk, ne? Ja. Ja, ponosen? Aha. Ja, vnuk in tudi vnukinja igra, ki je leto starejša. Leto starejša. Tudi igra, ja. Je lepo, ne, spremljati in gledati mladino. Lepo, ja. Kako? Vi kaj igrate, no, zakaj sva pri tem? Včasih smo na glavnik, ja. A res? A imamo kaj kakšen glavnik? Ne, to pa ne. Dobro, bomo pa prisluhnili torej Mihi. Miha, izvoli. Odlično, Miha, je bilo tole, no zdajle pa si bomo privoščili kratke oglase, vi pa, saj veste, naprej še vrtite telefonsko številko 090 93 61 22 oglasi. Oglasi bodo sledili kaj kmalu, ne, miš, ena taka gromozanska miš je zdajle prišla v naš kompjuter, ki nam bo seveda tele naše oglase zdajle namestila. Miško smo že odstranili in napovedujem zdajle oglase. Rezine banan z bananinim džemom, skut in zavitek, domače sladoled, sladoled, pino, pingvino, sveže sadne kupe, različni piškoti, odlična jutranja kavica, kavica Brglez za napot, ledena kava, peko s kupicijo, lastne proizvodnje, to in še več seveda dobite v slaščičarni Brglez, v poslovalnicah, v Tuhinju, Celju, Grižah, Petrovčah, Šempetru, Savinjski dolini, Taboru, Vranskem, Vrbjem, Žalcu, Zagorju ob Savi. In kaj ne rečem, dobrodošli torej v slaščičarnah Brglez, kjer imajo seveda poskrbljeno tudi za otroke, igralni in ustvarjalni kotiček v vseh poslovalnicah. Dobrodošli torej v slaščičarni Brglez. Vrtnarstvo Botanika, Rešinja vas pri Petrovčah. Vrtnarstvo Botanika, Rešinja vas pri Petrovčah. Imate težave z biološkimi odpadki v gospodinjstvu? Vas motijo neprijeten von, gnitje, insekti, kupovanje dragih vrečk, dnevno praznjenje v zabojnik za biološke odpadke? Imamo rešitev. Koš za biološke odpadke Organko. Je nepogrešljiv v kuhinji in ne privablja insektov. Odpadki v Organku ne gnijejo, prazniti ga je potrebno le enkrat do dvakrat mesečno. Kako uporabljamo koš za biološke odpadke Organko? Pred prvo uporabo najprej preverite, če je pipica zaprta. Obrnjena mora biti k napisu Close. Odstranite pokrov in s priloženo merico na dno koša potrosite pest posipa za biološke odpadke.
Dodajte ostanke sadja, zelenjave in druge biološke odpadke. Velike kose razrežite na manjše zaradi lažje fermentacije. S priloženim ravnalom dobro potlačite odpadke. Z merico ponovno potrosite pest posipa. Koš zatesnite s pokrovom. Vsak tretji dan odprite pipico in odlijte fermentacijsko tekočino. Razrečite jo z vodo v razmerju 1:200 in jo uporabite kot gnojilo za rastline. Nerazrečeno lahko uporabite za vzdrževanje čistoče v otokih in za higienizacijo greznice. Postopek ponavljajte, dokler koš ni poln. Nato vsebino izpraznite v zabojnik za biološke odpadke. Ste lastnik vrta ali kompostnika, priporočamo uporabo seta za kompostiranje. Koš za biološke odpadke Organko, set za kompostiranje. Kako uporabljamo Organko set za kompostiranje? Ko prvi koš napolnite do vrha, z ravnalom potlačite odpadke in z merico dodajte 2 pesti posipa. Nato skozi pipico odlijte fermentacijsko tekočino, zaprite pokrov in pokrov dobro zatesnite. Koš postavite za 14 dni v prostor s sobno temperaturo, da odpadki fermentirajo. V tem času nadaljujte zbiranje odpadkov v drugem košu. Na vsake 3 do 5 dni odlijte fermentacijsko tekočino. Po 14 dneh je postopek fermentacije zaključen. Odpadno maso zakopljite v zemljo ali jo odložite na kompostnik. V zemlji se že v 3 do 4 tednih spremeni v kompost prvega razreda. Kaj sodi v organka? Vanj odlagamo olupke sadja in zelenjave, ostanke pripravljene hrane, jajčne lupine, čajne vrečke in drugo. Vanj ne sodijo tekočine, velike kosti, papir ali pepel. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Predstavljamo novi Seat Leon, ki je popoln v vseh pogledih. Izkoristite paket dobrodošlice, ki vam prinaša brezplačno dodatno opremo. Novi Seat Leon, že od 13.990 evrov. Seat. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. V Tripeksovih prodajalnah Drolc v Celju na Polzele in Velenju v akciji tedna vrtni plinski žar za 229,90 €. Gotovinski popusti, obročno odplačevanje, dostava na dom. Tripeks, prodajni center Drolc. Novo na Celjski koči, Pustolovski park, možnost rekreacije in športa v zavetju drevesnih debel in krošenj. Preizkusite se lahko na poligonih za vse starostne skupine. Pustolovski park, Celjska koča. Preživite svoj prosti čas aktivno.
Juri, še ena bo, a ne? Micka? Kovačeva, izvoli. Hvala lepa, Juri, na stranicah res imate muzikante. Franci, danes pa ste tudi tukaj zato, da zdaj pa res dava en tak pravi podatek. Koliko je društev na stranicah, pa katera društva vse imate? Ja, na stranicah je veliko društev, neki imajo mladi. Ja. To imajo recimo mladinski klub, potem športno društvo imajo, Twirling klub imajo. Kaj pa je Twirling, Franci? Twirling, to so plesalci, oziroma plesavke. Plesavke, to morate podariti, lete plesavke so. Nekoga pa imamo na telefonski zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Valerija Jelenka. Valerija, odkot? Križevca. Ja, tako, pa greva telefonsko številko, Valerija. 051 051 239 239 356 356. Evo, smo Valerije zapisali. Hvala lepa za vaš klic. Odkot, Valerija? Stranic? A je bila stranic? Aha, no, ne vem, pa sej dobro, gledam, da imamo telefonsko številko pa Valerijo napisano, ne? 090 93 61 22, potem bomo šli do naših organkov, ne? Pridno nas kličite in za malo sreče, malo truda boste prišli torej do organka. Twirling, kaj še potem? Potem imamo tudi dve krajevne organizacije, to je krajevna organizacija Zveze društev borcev, oziroma Zveze borcev, pa krajevna organizacija Rdečega križa. Potem nadalje imamo tudi Društvo upokojencev, to je nekaj čez 200 članov, Prostovoljno gasilsko društvo, to je čez 140 članov, to ne povem, recimo so v petek osvojili prehodni pokal Pionirji. Bravo! In ob enem so tudi prinesli 9 pokalov še tisti dan. Tisti dan še 9 pokalov, je res odlični. In kako je zdaj za gasilca? Je tako, da so gasilci potem zelo ponosni, pa po celi vasi trobijo? Je še to pri vas običaj? Vsekakor, to je treba povedati. Pokali ven? To je treba. In to je treba, ne? Super. Potem imamo tudi turistično lepševalno društvo na stranicah, kulturno društvo, pa menda nič druga. Pa ste jih veliko povedali, a veste, Franci? Ja, koliko jih je? Rdeči križ? Rdeči križ, ja. Ja, ta je še tudi, ne? Tudi, sem povedal. In v katerem ste vse vi, Franci? Vi ste tak nepogrešljiv človek na stranicah. Ja, smo glih tule z Martinom gledala po spisku. Edin pri Twirlingu nismo, pa pri mladincih nismo, pa športnem društvu. Martin, pri Twirlingu pa nista. Druge pa smo. Druge pa sta. Martin, ti si res tudi vse povsod. Kako folgaš not domače rečeno? Kako zmoreš vse to? Pa doma, pa vnuk, pa žena, pa društvo, pa ne vem kaj še vse? Ja, ko se enkrat zadaš v to, pač tisti čas res uskladiš, ne? Franč, če pozabo še eno društvo, ni društvo ŽPS. Ženski? Ne, to je pa župnijsko prostovoljni svet. Potem oba sma ključarja in istočasno tudi sedaj smo oba v gospodarskem svetu pri obnovi cerkve. Tako da s Francem usklajujemo zelo veliko zdaj v teh trenutkih in mislim, da gledamo za kraj Strnice res z odprtimi očmi. Tako, lepo. Nekoga pa bomo zelo na široko pogledali, ali pa slišali, napeli bomo ušesa, ki je na drugi strani. Dober dan, kdo je z nami? Halo. Dober dan, vaše ime? Marija. Marija, odkot? Iz Hrastnika. Marija, Hrastnik, pišemo. Telefonska številka Marija. 03 Ja. 56 56 43 Ja. 883. 88. Smo prav povedali? 883. O, super, evo, Marija smo zapisali. Povejte, kako ste kaj danes v Hrastniku, kakšno vreme? Pa dješ kar naprej. Pa dješ kar naprej. Sploh se ne da opisati tega turobnega vremena, ne? Se fajn
vmes malo sonček posije, ampak zdaj pa že komi čakamo sonce, a ne? Ja. Tisto. Imate radi bolj toplo vreme, bolj... Ja, boljš, kot ta dež. Ja, kakor pa dež. Povejte, Marija, stanujete v hiši, stanujete v bloku? V bloku. V bloku? Evo, pol bo danes organko prišel, upam, da v prave roke. Kaj ti prava rešitev za tiste, da ne tekate vsak dan dol v kompostnik oziroma v tiste kante, kjer je treba torej odlagati organske odpadke. In držim pesti, Marija, da bo organko prišel k vam. Ja, v redu. Srečno in nasvidenje. Hvala, adijo. Takole, adijo. Ja, pa seveda, Franci, povejte. Pozabil sem še povedati, na stranicah imamo tudi spominsko društvo 100 talcev, ki vključuje svojce teh obešenih talcev, ki jih je okupator obesil 12. februarja 45. leta. Pa bova zdaj si pogledala stranice muzej, prav iz muzeja imamo. Ja, ampak še prej bova sprejela nekoga na telefonsko zvezo. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Vaše ime? Silva iz Socke. Silva Socka, evo. Še telefonska številka, Silva? 031. Ja. 231. 113. 231. Ja. 113. 113. Evo, Silva, smo zapisali. Hvala lepa za klic. Srečno in nasvidenje. No, zdaj si bomo vmes, ko bova pokomentirala to zadevo, še šla v muzej. Odpiralni čas muzeja je... Odpiralni čas muzeja je sicer napisan na muzeju. Ja. Tam je tudi številka, kam lahko ljudje pokličejo. Tudi na internetu je tako, da ljudje pokličejo na TIC Zreče ali pač kdo je zadolžen trenutno, vodič, in takrat pride pa odpre. Tole je pa najstarejša hiša na stranicah, to ima pa letnico 1452. Pa tako dobro ohranjena. Si gredo ljudje ogledati to hišo? Je kaj zanimanja? Ni sicer tak zanimanja, to bolj od zunaj gledajo, ne? A notri se da prideti, pa odklenati, pa... Gospa Špesova to lahko tudi pokaže. Pokaže. A v tej hiši živijo ali ne? Ja, živijo. A, tako. Živijo sicer bolj po dnevi, po noči imajo sicer še eno hišo malo nižje. Ja, torej živijo notri in kaj je tudi stara kuhinja, še tisti zidovi? Sicer to je bolj zidovje, to je obok, ki so noter. Ja. Interesantno za pogledati. To je v bistvu pristava Lindeškega gradu. A, tako. No, tisti dan je zelo pihalo, ne? Mene je skoraj odneslo, ne? Poglejte tole. Pihalo, en tak sodni dan. No, tole je pa zdaj... To so pa grobovi 100 talcev. To je tista žalostna zgodba, ki jo ljudje, mislite, dobro poznamo ali niti ne? Bolj slabo poznamo, ker v šoli se zdaj bolj malo vse to učijo. Ne vem. To sta dva grobova, en je 40, en pa 60 žrtev. In to je tudi spomenik oziroma... To sta dva spomenika. Dvakrat na leto so tu komemoracije, to je 12. februarja in pa 1. novembra. Takrat 1. novembra običajno tudi pride kak višji predstavnik države položiti venec. Ampak drugače se pa v muzej da prideti vsak dan, če se ne motim, ne? Ja, takrat je brezplačen stop, ta 2 dni. To je ta muzej. Ja, da si ljudje lahko pogledajo ta muzej. Ja, kdaj? To je takoj čez cesto nasproti grobu. Zdaj pa, da poveva ljudem, kje je ta muzej, tega ni težko narediti, ne? Smer? Ob cesti, to je na relaciji Frankolovo stranice na desni strani, pri drugem grobu. Tako, pri drugem grobu in tukaj ljudje si lahko pridejo seveda pogledati ta muzej, tudi taka turobna muska, ne? En tak strah te prevzame, ko si tam noter, ne, Martin? Ja, zelo, ko vidiš tiste vrvi in vidiš prav pred očmi, kakšno muko so mogli ti ljudje pretrpeti, prvo jamo skopati, potem... Za sebe, ne? Za sebe, potem pa vse na drevese en drugega obešati. Mislim, to je bilo kruto. Zločin, pravi zločin. Ja, pravi. In to se je zgodilo zaradi enega človeka, če se ne motim. Tako, to se je zgodilo zaradi enega oficirja, ki je bil ubit. Je bil ubit in že prej je bil nalog, en oficir ali pa en višji, 100 ljudi se obeši. In odkot so bili potem ti ljudje? Ti ljudje so bili praktično iz trenutka, skoraj iz vseh zaporov. Z celega tistega našega ozemlja takrat, res grozno. Kar povejte, Franci?
Ti ljudje so bili pripeljani iz Trbovlj, Celja, Maribora, to so bili talci, najmlajši je bil 16 let, najstarejši je bil nekaj že 60. Eden je bil na begu ustreljen, takrat, ko so mu sina obešali, ker sta bila oče in sin tu obešena. Obešala sta dva, ki sta bila, se prostovoljno javila, ki sta bila v rudniku Zabukovica, ker se noben drugačni hotel javiti. Potem na koncu je tudi en oficir vprašal, če kdo sliko, so vsi rekli nismo, je rekel škoda. Mislim, res prava groza se je takrat dogajala. Poglejte, koliko so ljudje dali za danes, da mi živimo v miru. V muzeju je tudi voziček, ki so ga dobili pri Padežniku takrat, ko so jih snimali iz dreves, da so jih vozili v ta dva groba. Ja, žalostna zgodba, zato pa kaj je slogan? Radi se imejmo, ne? Franci? Radi se imejmo, smejmo se, objemimo, dajte se družba malo objeti tam gor, evo, lej, tako nekako se imajo radi, tako, tudi mi se imamo otroci radi, ne, za mir, za svobodo, za sončke, za vse nas, torej, zdaj si bomo privoščili malce glasbenega predaha, en glasbeni spot, potem pa je z nami seveda tudi še Aljaž, ki nam bo zaigral, zdaj pa torej, glasbeni spot in nič 90 93 61 22, še vedno aktualna telefonska številka za našega oziroma vašega organka. Zdaj pa malce glasbe. Sonce prijazno že nas pozdravlja, spet k nam prišla je topla pomlad. Metič veselo plug si pripravlja, njivico svojo šel bo orat. Deklica v vrtu rožce zaliva, že ko se rano jutro budi. Fantič na polju radost uživa, saj zagotovo šopek dobi. Hribček ozira, tam, kjer mu vinski hramček stoji, in že vnaprej si vse preštudira, da mu jeseni bolj obrodi. Lepo na vasi mladi fantje zapojo, v zelenem vrtu pa deklitu žlahtne rožice, oj rožice cvetov. Njih je začel, bodo kopači vriskali peli, ko jim bo vinček srca ogrel. Oj, na deželi je zares lepo, na vasi mladi fantje zapojo, v zelenem vrtu pa deklitu žlahtne rožice, oj rožice cvetov. V zelenem vrtu pa deklitu žlahtne rožice, oj rožice cvetov.
Marja si bomo prihranili potem za konec, če seveda si za to. 090 93 61 22, pa telefonska številka. Zdaj bomo sprejeli, upam, da seveda čim več pravilnih odgovorov. Nagradno vprašanje se torej glasi, ali je slogan organka ločujem, naravo varujem, pravilen ali nepravilen. Če ja, če mislite, da ja, gremo košarice, torej A. Če ne, gremo torej v B. No, tukaj imam torej nekaj organkov, eden izmed teh bo odšel torej k vam domov, enega smo podelili gospodu Martinu. Sicer pa kakšne so prednosti organka, slovenski proizvod iz recikliranega materiala, enostavna uporaba vse dni v letu, vanj lahko torej odlagamo vse vrste bioloških odpadkov, brez gnitja in nadležnega mrčesa, 1 do 2-kratno praznjenje mesečno, sami si pripravimo osnovo za kompost prvega razreda, sami pripravimo naravno gnojilo za vrtne in sodne rastline, sami si pridelamo sredstvo za vzdrževanje odtokov. Nekoga imamo na telefonski zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Marija iz Dola pri Hrastniku. Marija Dol pri Hrastniku, pišemo. Marija, hitro telefonska številka. 070 Ja. 851 Ja. 009. 009. Marija, že imate organka? Ne. Ne še, ga pa poznate zdaj, ne, preko naše oddaje? Ja. Tako, evo, upam, da boste danes imeli srečo, danes pa vsem zaželim, res vsem želim srečo, ne? Saj veste, vsi imate enake možnosti. Lep sončen dan vam želim, Marija. Enako. Srečna in nasvidenje. Takole gremo naprej, imamo še koga na telefonski zvezi, hitro telefončke v roke, torej 090 93 61 22. Zdaj bomo nekaj časa torej še namenili našemu organku. Vmes med našo oddajo se večkrat takole spodaj izpiše tudi transakcijski račun Društva Sonček, enote Celje in pa Štore, kamor seveda lahko darujete evro, cent, torej po vaših zmožnostih. Torej, najlepša hvala, se vam že vnaprej zahvaljujem. 090 93 61 22, pa številka za našega organka. Danes podelimo torej še enega in sicer gremo naprej, bomo prebrali še kakšno mnenje kupcev in pa seveda tistih na spletni strani, ne, ko si ljudje takole dopisujejo, pišejo komentarje, sem zasedila tudi to. Ker sem hotela že na začetku preizkusiti vse, sem kot prve odpadke zmetala van drobovino in glave večje količine sardel. To je napisala ena, nobenega vonja, in to sem naredila v obdobju tistega vročega vremena v juliju. Kateri julij je to bil, katerega leta, ne vem. V organko vržem tudi manjše kosti, nič hudega, če bodo ostale cele. Vse, kar torej pridelamo v organko, oziroma kar damo v organka, potem pustimo to torej dobrih še 10 dni, da fermentira vse, kar je notri, in potem damo direktno torej v zemljo. Lahko naredimo meter stran od sadnega drevesa, torej tudi jamo, skupljamo jamo in van stresemo vse te organske odpadke, ki so tukaj notri. Sicer je bila tudi ena velika polemika o tem, pa kaj ta kanta je tako premajhna, pa toliko imamo organskih odpadkov. Ne, ni res. Tukaj se stvari seveda zelo posedajo. Če date toliko noter, dobite drug dan že tako količino, tako da se nivo znižuje. Dober dan, koga imamo pa na drugi strani? Dober dan, Tanja pri telefonu. Tanja, odkot? Iz Celja. Tanja, Celje, še telefonska številka hitro. 031 765 022. Pa tako, kot izstopa, ne? Ja, lep dan. Lep dan, tudi vam adijo. Evo, takole na hitro bomo šli, ne? Čim več pravilnih odgovorov. Še nekaj bomo prebrali, sicer takole. Ja, nekoga pa sprejeli na telefonski zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Halo, vaše ime? Halo, dober dan. Povejte. Marjan. Marjan, odkot? Iz ulice Frankolovskih žrtev 3. Celje. Marjan, Celje. Hitro še telefonsko številko. Celje. To bo pa 070 583 373. Tako, smo zapisali, Marjan, to številko in dali vas bomo... Pa dejte enega organka zbrati za moje rožice. Pa sej bomo pa danes, upam, da imeli srečno roko. Tako, lepo se imejte, nasvidenje, Marjan, srečno.
Še hitro preberemo eno mnenje in sicer piše takole. Zadeli smo ga na eni nagradni igri, po enem letu pa sem ga začela uporabljati, ker imamo kompost pri vrtu, kuhinjo pa imam v prvem nadstropju. Naredim kar veliko organskega odpada, ker pojem veliko sadja in zelenjave, tako da mi je super. Tudi manjše kosti vržem notri, sicer pa ne čakam 14 dni, da bi se naredil kompost, ampak ga, ko je poln, zasujem kar na kompost. Dober dan, kdo je z nami? Halo, halo? Halo. Dobar dan. Vaše ime? Branko iz Celja. Branko iz Celja. Ja. Branko, hitro telefonska številka. 041 Ja. 868 284. 284, lep dan, Branko, srečno in nasvidenje. Tako, smo zapisali, Martin? Ja. A gre? Ja. Te zaposlimo kot tajnico tle, veš? Ne, hvala. Ne. Še imamo koga na zvezi, 90 93 61 22. Evo, zdaj bo pa Martin dal takole v košarico. Vse gre danes torej v košarico. A, slogan organko, torej ločujem, naravo varujem. Je pravilen, ni pravilen, bomo videli seveda v nadaljevanju. Imamo koga še na zvezi? Ne. Je pa zdaj zopet čas za malce glasbe. Patricija, ti še imaš eno pesem seveda na dolgo, ne, da nam zaigraš. Patricija nam bo zdaj zaigrala pesem in sicer Strune ljubezni, pripravila si bo harmoniko. Naj povem, da danes vsi naši gostje, vsi naši straničani mladi igrajo za vas in za vse nas tukaj v živo iz našega studia. Patricija, izvoli.
Imate težave z biološkimi odpadki v gospodinjstvu? Vas motijo neprijeten vonj, gnitje, insekti, kupovanje dragih vrečk, dnevno praznjenje v zabojnik za biološke odpadke? Imamo rešitev. Koš za biološke odpadke Organko. Je nepogrešljiv v kuhinji in ne privablja insektov. Odpadki v Organku ne gnijejo, prazniti ga je potrebno le enkrat do dvakrat mesečno. Kako uporabljamo koš za biološke odpadke Organko? Pred prvo uporabo najprej preverite, če je pipica zaprta. Obrnjena mora biti k napisu Close. Odstranite pokrov in s priloženo merico na dno koša potrosite pest posipa za biološke odpadke. Dodajte ostanke sadja, zelenjave in druge biološke odpadke. Velike kose razrežite na manjše zaradi lažje fermentacije. S priloženim ravnalom dobro potlačite odpadke. Z merico ponovno potrosite pest posipa. Koš zatesnite s pokrovom. Vsak tretji dan odprite pipico in odlijte fermentacijsko tekočino. Razrečite jo z vodo v razmerju 1:200 in jo uporabite kot gnojilo za rastline. Nerazrečeno lahko uporabite za vzdrževanje čistoče v otokih in za higienizacijo greznice. Postopek ponavljajte, dokler koš ni poln. Nato vsebino izpraznite v zabojnik za biološke odpadke. Ste lastnik vrta ali kompostnika? Priporočamo uporabo seta za kompostiranje. Koš za biološke odpadke Organko, set za kompostiranje. Kako uporabljamo Organko set za kompostiranje? Ko prvi koš napolnite do vrha, z ravnalom potlačite odpadke in z merico dodajte 2 pesti posipa. Nato skozi pipico odlijte fermentacijsko tekočino, zaprite pokrov in pokrov dobro zatesnite. Koš postavite za 14 dni v prostor s sobno temperaturo, da odpadki fermentirajo. V tem času nadaljujte zbiranje odpadkov v drugem košu. Na vsake 3 do 5 dni odlijte fermentacijsko tekočino. Po 14 dneh je postopek fermentacije zaključen. Odpadno maso zakopljite v zemljo ali jo odložite na kompostnik. V zemlji se že v 3 do 4 tednih spremeni v kompost prvega razreda. Kaj sodi v Organka? Vanj odlagamo olupke sadja in zelenjave, ostanke pripravljene hrane, jajčne lupine, čajne vrečke in drugo. Vanj ne sodijo tekočine, velike kosti, papir ali pepel. Novo na Celjski koči, Pustolovski park, možnost rekreacije in športa v zavetju drevesnih debel in krošenj. Preizkusite se lahko na poligonih za vse starostne skupine. Pustolovski park, Celjska koča. Preživite svoj prosti čas aktivno. Predstavljamo novi Seat Leon, ki je popoln v vseh pogledih. Izkoristite paket dobrodošlice, ki vam prinaša brezplačno dodatno opremo. Novi Seat Leon, že od 13.990 evrov. Seat. V Tripeksovih prodajalnah Drolc v Celju na Polzeli in Velenju v akciji tedna vrtni plinski žar za 229,90 €. Gotovinski popusti, obročno odplačevanje, dostava na dom. Tripeks, prodajni center Drolc. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje.
Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Krofi, čokoladne praline, korosanje, torte, kruh, rezine z banannim džemom, skuti z domač sladoled, pino pingvino, že sadne kupe, različni piškoti, odlična jutranja kavica, kavica Brglez za napot, ledena kava, pekovsko pecivo, lastne proizvodnje, to in seveda še več dobite v slačičarni Brglez in seveda v poslovalnicah Laze v Tuhinju, Celje, Griže, Petrovči, Šempetru, Savinjski dolini, Tabor, na Vranskem, v Vrbju, v Žalcu, Zagorju ob Savi. Dobrodošli in seveda kaj ne rečem, postatkajte se, pokusite seveda Brglezove dobrote, dobrodošli v slačičarnah Brglez. Vrtnarstvo Botanika Prešinja vas pri Petrovčah. Vrtnarstvo Botanika Prešinja vas pri Petrovčah. Tik pred koncem smo današnjega srečanja, še eno pesem bomo potem skupinsko naredili, oziroma Aljaž ima še eno za konec. Franci, povabilo, ne vem, za to, da pridajo ljudje na stranice, da vas obiščajo? Ja, naj pridejo, nas lahko poiščejo. Ja, kje pa dobimo vse informacije? Imate kakšno spletno stran? Spletna stran je stranice KS. Aha. Tam lahko dobijo razne informacije o društvih, o stranicah. Potem recimo zdaj prvo nedeljo v juliju vas povabim gor, imamo gasilci eno prireditev za prehodni pokal stotalcev, to je že 35. Obenem tudi sodeluje turistično društvo, turistično olepševalno društvo za svojo akcijo, to je Furmani. Ja. Tako da se bo dogajalo cel dan. Cel dan. In dobrodošli torej na stranice. Martin, koliko listkov še imamo zdaj za našega organka? Pokažimo. Za organka na srečo 3 listeke, ampak sem jih že vse razpolovil. Smo že danes razpolovili te listke. Sprejmemo še res na hitro kakšen telefonski klic. 090 93 61 22. Evo, 3 listke še imamo, na kakšnega bomo pa že kaj zapisali, a ne, telefonska številka, ime in seveda, kam gremo, katero košarico danes, torej podeljujemo organko in v naših prihodnjih 3 oddajah, sicer pa lahko vse dodatne informacije in tudi nakup organka opravite na številki 080 81 01, torej 080 8101, kjer gre za brezplačno številko, kjer lahko torej naročite organka, lahko si izberete svojo barvno kombinacijo, različne nalepke, skratka po vašem okusu. 080 81 01, nekoga imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Marija iz Šentjurja. Marija Šentjur, telefonska številka? 041 ja. 608 ja. 325. 325. Evo, Marija, smo zapisali. Hvala lepa. Srečna in nasvidenje. Še 2 sprememo. Dober dan, kdo je z nami? Halo, halo? Halo? Ja, vaše ime? Vikita. Brigita Žalec. Ja. Telefonska številka? 03 ja. 5 715 641. 03. Zelo se mi vesela te oddaje, ker sem se v stranicah rodila. Jo, lepo. Dejva še enkrat povedati številko. 03 03 5 715 641. Evo, smo zapisali, ne? Tako, smo zapisali, Martin. Ok, hvala lepa za vaš klic. Srečno in nasvidenje. Še nekoga imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Halo, halo? Dober dan. Dober dan, vaše ime? Rok. Rok, odkot? Iz Celja. Rok, Celje. Telefonska številka, Rok? 03 ja. 5461 ja. 003. 003. 1 003. Martin, bova šla nazaj v šolske klopi.
Saj vem, utrujen si. Martin je utrujen, ampak smo zapisali vse, ne? Ja. Tako. Še nekoga imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Halo, halo. A bova še enega utrgala? Bova še enega naredila, ne? Hitro in se poslovimo torej za zadnjo pesmico. Hitro, tisti, ki je zdaj odložil še zadnji telefonski klic. 090 93 61 22. Evo, smo uspeli tule narediti en listek. Imamo koga na zvezi? 090 93 61 22. Sicer pa torej dodatne informacije na 080 81 01. Imamo ga na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Smo ga zgubili. Evo, pripravi se Aljaž, preden zapišemo zadnjo telefonsko številko, ti se počasi pripravi za zadnjo pesem. Imamo koga na zvezi? Ne. Pa bomo seveda nekako prepustili organka za prihodnjo nedeljo, a ne danes, oziroma tistega, ki je imel namen poklicati, pa naj pokliče prihodnjo nedeljo. Ker nekaj nas je poklicalo. Ha, Martin? Kaj boš rekel? Res se vidi, da televizija Celje radi gledajo in to je pač en pozitivna stvar za to. Kaj si predlagal, Franci, da danes naredimo ne tako solato? Danes bomo naredili solato. Evo, danes naredimo v plastično skledico, plastika izkaza solato in gremo seveda do naših otrok in vsi vi, dragi moji, dragi starši, pridružite se nam, pridite sem, kajti zdaj bomo zapeli, zaigrali zadnjo pesem za danes. Pošteno nam je vroče tukaj, le tudi zunaj vidim, da se je naredil sonček, zjutraj je deževalo. No, želimo pa srečno vam, ne, v prihodnem tednu, da se boste imeli lepo, da se boste danes še malo spočili, ne. Zdaj pa, dragi otroci, vsak svojo kuhlico, gremo, pa gremo malo premešati. Ajmo, izvoli, kar mešati, ena taka super solata bo danes. Danes imamo torej za pojesti, ne. Torej solata in seveda skleda plastike skaza, ki lahko dobite tudi v novi trgovini, ki je odprta v Velenju. Takole, pa smo zdaj zmešali, smo dobro zmešani. Martin, dam tebi seveda priložnost, da nekoga izbereš. Evo, damo ti žlico ven. Zmešali smo. Tako, Tanja iz Celja. Dajmo bravo, čestitke. Tanja iz Celja, iskrene čestitke, takole pa smo prišli do konca. Hvala lepa, dragi gostje, dragi harmonikarji Aljaž, zdaj pa si ti na vrsti, da nam zaigraš zadnjo pesem, to pa bo pošta, ne? In naj pošta seveda prihaja redno na prave naslove, no mi vam pa pozdravlje pošiljamo zdajle kar preko seveda televizije in vidimo se seveda prihodnjo nedeljo. Srečno in nasvidenje!